Coaching na planetu Zemlja je ena izmed najpomembnejših industrij človeštva. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko odloča o tem, ali imaš ti dober zakon ali ne, ali si ti uspešen podjetnik ali ne. Coaching lahko odloča včasih celo o tem, ali ti živiš ali ne. Coaching je industrija, ki se je v zadnjih letih oziroma v zadnjih desetletjih začela v ZDA kot del gibanja podjetniških informacij, kot del motivacijskega gibanja, ne? Ampak coaching je v osnovi veliko več kot to, kar večina ljudi misli, da je. Coaching je sposobnost, da znaš ti v človeku pogledati, kaj je tisto, kaj on rabi vedeti in mu daš to informacijo. Coaching je sposobnost, da ti nekoga, ki je povprečen, pripelješ do vrhunskosti. A veš, olimpijski zmagovalci, ki jih imamo na svetu, ne? No, oni so olimpijski zmagovalci v velikem delu svojega uspeha zaradi coachov, ki jih imajo. Nekdo, ki je uspešen performer ali pa nekdo, ki je ultra uspešen podjetnik. Moraš videti, da v ozadju vseh teh ljudi so vrhunski coachi. In današnji svet je žal podhranjen coachov. Zaradi tega, ker veliko ljudi, ki so v osnovi dobri coachi znotraj sebe in imajo v kodi življenjskega poslanstva zapisan coaching, se pač coaching klicu ne odzovejo iz nekega razloga. In trenutno je 1 milijarda ljudi na planetu Zemlja, ki nujno rabi coacha na nekem področju sebe. Tako da, če si ti ta človek, ki čutiš v sebi, da imaš znotraj sebe coaching intuicijo, coaching inteligenco, coaching hrepenenje, potem je ta video danes definitivno zate. Ker imam tak mini dokumentarec o tem, kako prepoznaš, da si dober coach, dobra coachinja. Še predno pa ti povem, katere so točke oziroma kateri so indikatorji dobrega coacha, kako lahko ugotoviš, da je coaching v tvojem poslanstvu in da je zapisan za tvojo življenjsko pot, se ti naj pa predstavim. Moje ime je Mihael Žmahar in že zadnjih 10 let delam z ljudmi. Na tisoče in tisoče ljudi je bilo na mojih tečajih, na mojih delavnicah, na mojih seminarjih in na mojih coachingih. In res sem videl, veš, kaj je tisto, kar funkcionira, kaj je tisto, kar ne funkcionira. Res sem se pogovarjal z ljudmi na mnogih nivojih, na čustvenem nivoju, na inteligentnem nivoju, na energijskem nivoju in nekako sem razvil sisteme branja energije, ne. Tako da, ko danes človek pride in ima neki izziv oziroma ima neko težavo, takoj vidim, kaj je tisto, kar ta človek ne ve oziroma kje se mora popraviti, ne. Tako da z mnogimi temi izkušnjami in sodelovanjem s svetovnimi predavatelji in tako dalje, sem razvil licenčno coaching šolo, ki pa pride 15. oktobra. Začne se 15. oktobra eden izmed najboljših akreditiranih coaching programov na svetu, ki te bo naučil tehnik nevroznanosti, pa uporabne vedenjske psihologije, pa forenzične psihologije, vse to, kako lahko uporabiš ta znanja v mnogih, na desetinah in desetinah kvalitetnih coachingih, ki jih lahko ponudiš ljudem. Tako da, preden zdaj greva na 7 točk, kako prepoznaš, da si dober coach, bi rad samo v tebi zanetil mogoče to vprašanje, ali si ti coach naslednje dobe, ali si ti ta človek, ki bo v moderni dobi, v 21. stoletju, na planetu Zemlja ponudil ljudem rešitve, ki jih potrebujejo. Če je tvoj odgovor da, potem ti lahko pri tem pomagam in nekje na povezavi, ki je pripeta ob tem videu, si poglej coaching šolo, licenčna coaching šola, ki prihaja in zate imam kot vedno, darilo in to je early bird cena za zgodnjo prijavo, ki ti omogoča 20% popust. 20% popust, ki ti bo omogočil hitreje realizirati tvoje sanje in dobiš ga tako, da ob prijavi pišeš darilno kodo Coach 2022. Ok? Coach 2022. Zdaj pa greva pogledati, katerih je 7 točk. Imam napisane zaradi tega, ker so pomembne, pa da naj bi kakšne spregledala. Prav. Prva točka, kako veš, da si coach? Ko ima nekdo težavo, začneš naravno reševati to težavo. Veš, ko se gre za težave, sta 2 vrsti ljudi. Ena vrsta ljudi, takrat, ko pride težava, začnejo kričati, padejo v paniko, lady in trouble, ne? Takoj zmrznejo, začnejo iskati podporo iz okolice. Ena skupina ljudi pa začne takoj se umirijo, fokusirajo, začnejo takoj iskati rešitev. A veš, kaj nas je pripeljalo v to situacijo, kaj je tisto, zakaj se je to zgodilo, kaj moramo zdaj narediti, da pridemo iz teh težav, ne? Če imaš ta mindset, če imaš to naravnanost v svojem življenju, potem si coach. Potem ti notranji coach te sproži, da tako deluješ v kriznih situacijah. To je prvi indikator. Druga točka je, ljudje te sprašujejo za nasvete. To se pravi, veš, greš na nek rojstni dan, greš na neko zabavo, greš na neko druženje in kar naenkrat pa pol ure okoli tebe folk
z svojimi življenjskimi vprašanji. Pa ta mena prijateljica sprašuje, ja, veš, imam v zakonu, zdaj smo se odtujila, pa ne vem točno, kaj naj naredim. Tam pride nekdo pa reče, veš, imam nek nov biznis, pa nisem sure, če se ga naj lotim, ne? In z nekega razloga to tebe sprašujejo. Zakaj to tebe sprašujejo? Si se kdaj vprašala, zakaj ravno ti v sobi polnih ljudi si je folk tebe zbral kot nekoga, ki jim pomaga življenjska vprašanja reševati? Zakaj? Zaradi tega, ker si coach. Zaradi tega, ker je znotraj tebe coaching identiteta, ko so jo ljudje takoj začutili, ko so te videli, ker je nekaj v tvojem glasu, nekaj v tvoji auri, nekaj v tvojem pogledu, da ti ljudje zaupajo, da ti ljudje pristopijo in te vprašajo stvari, katerih drugih ljudi pač ne vprašajo. Ne? To je druga točka. Tretja točka, ko se pogovarjaš z ljudmi, veš, greš z njimi na pijačo ali pa se dobiš s prijatelji, s prijateljicami ali pa na zadnje imaš nek poslovni sestanek, se ti ne da small talka delati. To se pravi te informacije vsakodnevne v vremenu, pa koliko je zdaj hrana znižana ali pa podražena v trgovini, ali pa, a veš, kaj se je zgodilo v Ameriki danes, pa ne vem kaj. A veš, to je ta small talk, so te informacije, ki jih pač večina ljudi govori, pa se pogovarja o njih, zaradi tega, ker ne ve, kaj bi bolj pametnega govorili, pa se pogovarjali. Ne, če si coach, se ti ponovadi ne da v pogovorih pogovarjati takšne stvari, ki dejansko niso nekaj dolgoročno pomembne, pa nimajo nekega vpliva. Se ti ne da rumenega tiska upravljati, se ti ne da pogovarjati o drugih ljudeh. Ponovadi se pogovarjaš o resnih stvarih, o stvarih, ki dejansko so pomembne za človeka na drugi strani mize, ne, ali pa za tvojega prijatelja. Ponovadi te ne zanima, kam grejo v nedeljo, ampak te mogoče zanima, ali mu je uspel diplomirati, ali mu je uspel dobiti napredovanje v službi, ali je spravil tisto svojo poškodbo, ko jo ima, ne vem, na kolenu že 3 mesece pod kontrolo, mu fizioterapija deluje, ne? To so vprašanja, ki jih imaš mogoče ti za ljudi in to so stvari, ki se hočeš ti pogovarjati z ljudmi, ne? Tako da to je tretja točka, ki kaže na to, da si coach. Četrta točka, imaš močno željo po raziskovanju novih znanj. A veš, kaj spet imaš tukaj 2 vrste ljudi. Eni ljudje, zadnja stvar, ko sem prebral v življenju, so bile Prežihov voranc Sozice. In to je to. Od takrat naprej nisem nobene knjige več prebral in eni so celo ponosni na to. To ne bom zdaj komentiral, ampak obstaja druga skupina ljudi, ki skozi raziskujejo, ki se skozi učijo, ki skozi berejo bloge pametnih ljudi, nove raziskave znanstvene gledajo, so skozi ljudi, ki so v trendu, pa kaj novega, pa kaj nov izum, pa nov program na računalniku, ne? A veš, skozi ta tendenca po level up, naslednji nivo, razvoj, nova informacija, širši um. Če imaš to tudi ti, ne, v svojem življenju, potem si coach. Zaradi tega, ker veš, ena stvar, v kateri se coachi mogoče razlikujejo od nekaterih drugih, industrija, da skozi rastejo. Coachi skozi rastemo, coachi se skozi razvijamo. Zakaj? Zaradi tega, ker se svet razvija. A veš, ti ne moreš leta 1990 biti isti coach kot leta 2022. Ker je bila družba drugačna, ker so bili trendi drugačni, ker so bile zahteve drugačne, ker je bil standard drugačen, ker so bile situacije, ki so se dogajale v svetu drugačne, vrednote so bile drugačne, zaradi tega se mora coach skozi spreminjati in coach mora biti skozi v trendu in coach skozi v stiku z novimi informacijami. A veš, naprimer, ta generacija zdaj, ljudi, ki so stari 18 let, pa to je čisto drugačna generacija kot pa 50 let nazaj 18-letniki. 50 let nazaj 18-letniki so bili čisto drugačne življenjske cilje, čisto drugačne želje za življenje, čisto drugačno izobrazbo, vse je bilo drugače. A veš, in ti kot coach rabiš biti v trendu, ne? Tako da, če imaš ta odprt ki se uči, ki napreduje, svaka čast, coach v tebi te kliče. Peta točka. Stvari, ki jih imaš v življenju ali pa vidiš v življenju, jih skušaš popraviti, pozdraviti. Ko vidiš nekaj poškodovanega, imaš naravno tendenco, da to popraviš. Ko vidiš nekoga, ki je bolan, ne, imaš naravno tendenco, da se začneš spraševati, kaj njega loči od zdravja, zakaj nek človek zbolel, zakaj ima bolezen. Veš, to se ti kar naravno sprožajo ta vprašanja. Krajni ljudje, ko zvejo, da je nekdo bolan, Bog je revež, ima bolezen, ne, naj mu bo življenje lepo. Ne. Eni to rečejo, veš, eni pa takoj, zakaj si bolan, kakšna je tvoja hrana, a športaš, a si se posvetoval z zdravniki, a si naredil preiskave, a si pogledal globje, veš, skozi neko iskanje. Ne. In to je pač coach v tebi, ki takoj začne reševati neko situacijo. Naslednja stvar. V sebi čutiš samozavest in zaupanje, da dobiš informacijo takrat, ko jo potrebuješ. To je pa 6. točka. Spet sta 2 vrsti ljudi tukaj. Eni ljudje, ko rabijo neko informacijo ali odgovor v svojem življenju, čakajo in imajo znotraj sebe strah, da ga ne bojo dobili.
Včasih eni ljudje imajo ful hudo stopnjo nezaupanja, pa ne samozavesti, izvira, da ne verjamejo, da bodo dobili informacije in vodstvo v življenju, ki ga dejansko rabijo. A veš, eni ljudje so počutijo ful zgubljene v življenju zaradi tega, ker ne vejo čistočen, kam grejo, ker ne vejo čistočen, zakaj so tukaj, kjer so, in ne vejo čistočen, kaj naj naredijo za informacijo, ko so jo dobili. Če pa ti samoiniciativno kar nekako veš, da boš dobila informacijo, ki jo rabiš, je to zaradi samozavesti coacha v tebi. Naprimer, to imam jaz. Mene nikoli ni strah v življenju, da jaz ne bi dobil informacije, ki jo rabim. Če nekaj iščem, vedno vem, da bom dobil informacijo na tem področju. Če se nekaj vprašam, če imam neko vprašanje, jaz vedno dobim odgovor. Ali ga dobim iz zemeljske sfere, ali ga pa včasih skanaliziram iz vesolja, ne? Ampak vedno dobim odgovor in meni to daje toliko hudo stopnjo miru in samozavesti za življenje. Ni me straha, veš, kaj bi jutrišnji dan prinesel, zaradi tega, ker vedno vem, da bom imel odgovor, ne glede na to, kakšna bo situacija. In če imaš to v tebi, obstaja zelo velika šansa, da si coach. In še zadnja točka, čutiš, da se tvoje poslanstvo povezuje s poslanstvi drugih ljudi. Ker zopet imaš dve skupine ljudi. Eni ljudje so prišli res zase na planet Zemlja in delajo res svojo individualno stvar in se ponovadi ne ukvarjajo z drugimi ljudmi, ponovadi jim dol visi, kaj si drugi ljudje mislijo, kaj drugi ljudje delajo in tako dalje. Imajo čisto neko svojo kulturo delovanja, svoje celice življenja. Če pa ti čutiš, da je nekako tvoje življenje vpeto v življenje drugih ljudi ali prek tega, da jim pomagaš, ali tega, da sodeluješ z njimi, ali da si del tima, da razumeš, da si del neke širše slike, da smo ljudje na planetu Zemlja kolektivna družba, ki si pomagamo med seboj in drug od drugega potem se nekako pomagamo, se podpiramo s tem, kar vsak pač zna. Če razumeš, da si ti del tima, da je planet Zemlja, družba na planetu Zemlja v 21. stoletju timska družba, potem je to zaradi tega, ker si coach. In zdaj sem ti dal par iztočnic, po katerih lahko ugotoviš, da si coach tudi ti. In če ti je katerakoli točka zavibrirala in imaš občutek, da je ta video zate posnet, da ga tebi govorim in da sem tebe skanaliziral, potem si coach. Evo tako, nekaj se me ta pesek v oči, coach si. Pomagi ljudem okoli sebe, ker si coach. Pomagi razvijati družbo, ker si coach in lahko postaneš zelo dober coach. In imaš potencial, da dvigneš kvaliteto svojega življenja in kvaliteto življenja drugih ljudi na popolnoma novo raven. In ta video vem, da gledaš z razlogom. Tako da še enkrat, poglej povezavo, ki je pripeta. 15. oktober začenja licenčna coaching šola. Uporabi darilno kodo, ko sem ti jo dal, ker te bom peljal na potovanje, ki lahko spremeni življenje tisočih ljudi s tabo na čelu. Veselim se, da te vidim in vesel sem, da sva se zdajle takole družila. Imej se lepo.